Pa o električnih skirojih. Po eni strani so idealni za premagovanje krajših razdalj po mestnih središčih, po drugi pa je z njimi tudi vse več težav. Narašča število prekrškov, prometnih nesreč in poškodb, ki so zaradi visokih hitrosti podobne poškodbam mopedistov in motoristov. Dva voznika električnih skirojev sta doslej tudi umrla. Čeprav je z električnimi skiroji dovoljeno voziti največ 25 km/h, številni blokado hitrosti odpravijo in vozijo precej hitreje. Bi morali dvigniti starostno mejo za vožnjo z skiroji, uvesti tehnične preglede. Vse v direktorju Mihe Drozga, ki si ga bomo znova ogledali po oglasih. Električni skiroji, nova električna oblika mikromobilnosti, idealni zlasti za premagovanje krajših razdalj po mestnih ulicah. Sodobna, predvsem med mladimi izjemno priljubljena prevozna sredstva, ki predstavljajo enega pomembnejših korakov k zeleni mobilnosti, manjšim izpustom, manjši gneči. Ob številnih prednostih so električni skiroji vozila, ki zahtevajo več previdnosti in znanja, kot se morda zdi na prvi pogled. Tudi zato povzročajo precej skrbi in slabe volje, odpirajo vrsto vprašanj in dilem. Kako varna so pravzaprav ta, pogosto precej hitra vozila? Malance se začne majati, hitra se zgubi nadzorno. Kdo in kako jih preverja? Nadzor opravljamo nad vožnjo z električnimi skiroji. Bi morali zaradi številnih nesreč uzakoniti tudi zaščitno opremo, izpit, uvesti tehnične preglede, zavarovanje. Zaščitna oprema čelade bi mogla biti obvezna. Pa tudi se tovrstnim prevoznim sredstvom prilagaja tudi infrastruktura, kolesarske steze, poti, ceste. V resnici je zdaj ključni moment to, da zakonodajno uredimo stvari. Električni skiroji so iz leta v leto bolj priljubljeni, čeprav uradnih številk o tem, koliko jih je na naših cestah ni, to pokaže že kratek sprehod skozi mestna središča. Temu pritrjuje Tomaž Dolenec iz ene od specializiranih trgovin električnih skirojev. Zelo se povečuje zanimanje, predvsem med mladimi, ki mogoče nimajo drugega prevoznega sredstva, nimajo izpita za avtomobil. Predvsem za premagovanje nekih manjših razdalj v urbanih mestih, kot je Ljubljana, recimo, kjer je dosti dobro urejena prometna proga za te stvari. Tako da tudi avtomobil se z lahkoto da na dopust, se ga odpelje na izlet, si mogoče z njem pogleda neko širšo naravo, druženje, tudi veliko opažamo že na neto, da se zbirajo ljudje, ki to uporabljajo in je za tega zelo popularno. Prodajajo v glavnem srednji cenovni razred e-skirojev, ki stanejo od 1000 do 1500 €. To je naš najnižji razred, ima sicer že izboljšane zavore, spravo na obeh stranih so zavore, je pa majhno kolo, polna guma, mogoče malo manjša stojna plošča. Zdaj, če pogledava potem malo višji razred, se vidi te varnostne zadeve, ki izboljšajo varnost, so predvsem večja kolesa, hidravlične zavore, zavorna pot zmanjšaš praktično na minimum, veliko večja stojna površina, tako da so noge lahko v bolj varnem položaju, tudi zadnji repek za lažje premagovanje, mogoče pospeševanja. Amortizeri so, vse kamenčke absorbira, lukence in tako naprej, da te ne vrže iz ravnovesja. Če grejo potem še naprej, so že malo bolj dodelani skiroji, ki so osvetljeni z vseh strani, tako da si viden sploh po noči, recimo, ki je tudi velik problem, vozniki v avtomobilu pravijo, da ne vidijo skiroja, ker je premajhen. Neslišni so. Tudi neslišni so, ja. Zdaj tale ima osvetlitev, ima tudi smerokaze, tako da voznik vidi, kam bo voznik skiroja zavil. Tudi hupice so namontirane, sprednje luči, tako da zopet hidravlične zavore. Električni skiroji torej dan danes še zdaleč niso več zgolj novodobne igrače. Postajajo skiroji tudi neke resne mašine, da tako rečem. Resne mašine. S tem skirojem prijete kamor želite. Z električnimi skiroji je dovoljeno voziti po kolesarskih stezah, pasovih, poteh, kjer jih ni, pa ob skrajnem desnem robu cestišča, ali v naseljih, torej tam, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h.
Vozijo jih lahko 12-letniki, če imajo kolesarsko izkaznico, sicer pa od 14. leta naprej. Mladoletniki morajo nositi čelado. Električne skiroje je sicer dovoljeno voziti tudi v tako imenovanih pešconah, a tam še posebej previdno in počasi s hitrostjo pešca. Torej, sicer pa je najvišja dovoljena hitrost za električne skiroje v Sloveniji 25 km/h. Ja, skiroji so vsi omejeni na 25 že tovarniško, tako da ko pridejo v Slovenijo so vsi omejeni, ko grejo od nas so vsi omejeni. Kar pa, čeprav je to v prometu prepovedano in kaznovano z 250 evri, ne pomeni, da vsi res vozijo največ 25 km/h. Marsikdo želi kaj več od njega, predvsem ko ne gre v cestni promet, ne. Tako da so tudi želje stran, da se mogoče kaj naredi na hitrosti, ampak to je vse na lastno odgovornost stranke, no, tako da grejo skiroji tudi več kot 25. Tudi čez 100, ne? Tudi kakšen ekstremen skiro se najde, ki bi šel tudi čez 100. Blokado hitrosti lahko na zahtevo kupca odpravijo že v prodajalni. Ja, če imaš stranka željo, če prevzema odgovornost, če mu pojasnimo, da je še vedno potrebno voziti 25 v cestnem prometu, da izven cestnega prometa pa lahko tudi več, tako da lahko pač tudi to uredimo. Če stranka kupi skoro pri nas, to naredimo brezplačno. To je prva resna težava. Voznike prehitrih električnih skirojev, ki se podajo na ceste, kolesarske steze, policisti, pojasnjuje Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, težko nadzirajo in kaznujejo. Ja, tu smo nekoliko manj učinkoviti, zato ker je ugotavljanje hitrosti povezana samo z radarskimi meritvami, ki so pa nekoliko težje zaradi ožje silhuete. Zato smo že pred časom na pristojno ministrstvo podali predloge, da bi se na tem področju kaj spremenilo, da bi lahko postali bolj učinkoviti in bi taka e-skiroje, kjer obstaja sum, da so predelani, lahko peljali na test, na tehnične preglede ali pa kako drugače, kar bi nam bistveno olajšalo delo na tem področju. Vse vemo, da e-skiroji, ki presežejo 25 km/h, ne smejo biti v cestnem prometu. Prometnih nesreč z električnimi skiroji, kažejo podatki, je iz leta v leto več. Večino povzročijo vozniki e-skirojev sami. Razlog vsake tretje nesreče je prav neprilagojena hitrost. Vse hujše je jasen vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc, so zato tudi poškodbe. V zadnjih letih seveda je kar jasen porast poškodovancev, ki uporabljajo električne skiroje. Tako smo opažali v zadnjih letih, kar vsako leto približno 100 poškodovancev več, v lanskem letu jih je bilo manj kot 700, letos smo jih do današnjega dne obravnavali že okrog 120. Dva voznika e-skirojev sta doslej umrla. Opažamo zelo širok razpon različnih poškodb, od, lažjih poškodb, udarcev, odrgnin, pa do pravzaprav hudih in celo življenje ogrožajočih poškodb, ki govorijo predvsem o poškodbah glave, poškodbah hrbtenice in pa poškodbah prsnega koša in trebuha. Skratka, poškodbe, ki jih opažamo pri skirojih na elektriko, so v bistvu lahko primerljive z poškodbami mopedistov, celo motoristov. Zaradi majhnih koles in ozkega krmila vsak večji kamen, vsaka luknja, nenadna sprememba smeri pomeni nevarnost. Čelado pa še vedno nosijo le redki. Če imate veliko kolesarsko kolo, take luknje pravzaprav ga ne bodo zmotile. Pri skiroju to lahko pomeni, da se skiro v momentu ustavi, pade naprej in pri hitrosti 25 km/h, če si predstavljate, kaj se zgodi, če se vaše vozilo v trenutku ustavi, vaše telo bo potovalo naprej še vsaj 10-15 metrov. Vse več, ugotavljajo policisti, je tudi kršitev. Lani 877, do aprila letos že 106. Dobar dan, želim. Gospod Poostren nadzor upravljamo po električnih skirojih. Dajte mi en osebni dokument, prosim, izročiti. Kar se tiče vožnje z električnim skirojem, bi vas s kolegom rada opozorila, da uporaba slušalk in mobilnih telefonov ni dovoljena. Tokrat opozorilo za slušalko. Najpogostejše kršitve e-skirojev so vožnja po hodnikih za pešce in vožnja po drugih površinah, ki niso namenjene za to vrsto udeležencev cestnega prometa, tudi vožnja po napačni strani kolesarske steze ali pa sploh po napačni strani, izsiljevanje prednosti. Veliko jih je pa seveda tudi zaradi neprilagojene hitrosti, predvsem tistih, ki so predelani, ampak tudi tistih, ki niso predelani, lahko rečemo, da vseeno kje pretiravajo.
pa bodite previdni, da vozite po površinah, ki so za to namenjene. Pa med pešcono, da ste pozorni na pešce, prav? V redu. Kar se pa tiče same hitrosti, je pa seveda tukaj jasno, to so fizikalni zakoni, kinetična energija se viša z kvadratom hitrosti, večja ko je hitrost, večje so energije, večje so poškodbe. Seveda, če mi povečamo hitrost za dvakrat, ne vemo, da poškodbe oziroma kinetične energije ob tem vsaj 4-krat večje. Tako da je tukaj jasno, manjša hitrost, manjše poškodbe. Ker veliko voznikov električnih skirojev med vožnjo še vedno uporablja mobilne telefone, na kar z inicijativo za varno mikromobilnost Ne bluzi z glavo kruzi opozarjata Zavod Vozim in Zavarovalnica Triglav. Hej, kaj pa je toliko zanimivega po telefonu, ha? Pa nič, po TikToku scrollam. A ja, pa kar med vožnjo, ali kaj? Mislim, kaj bi pa lahko bilo? So dijaki Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo iz Celja našli rešitev. Realizirali so idejo študentov Ljubljanske ekonomske fakultete ter izdelali prototip varnega skiroja. Ko voznik s krmila dvigne roko, se napajanje pogona izključi, skiro pa se zato ustavi. Ja, prvo smo lahko pogledali, kako skiro sploh deluje, da smo probali priti čim bližje napajanju pa elektroniki, pa smo ugotavljali, kako bi lahko to izvedli. Vse gre prek Arduinota, to je mikrokontroler, in potem spodaj so montirani releji, ki izključijo napajanje motorja v primeru, da izpustiš ročko. Jaz sem sam velikokrat opazoval, kako so se določeni vozili, recimo z dežnikom, z telefonom, in s tem, ko smo mi prigradili ta senzor, smo to zadevo onemogočili. Smiselno bi bilo, da se takšen varnostni element, kot je na tem našem skiroju, razvije, implementira, ampak verjetno vprašanje, koliko je to interesu proizvajalcem skirojem, verjetno bi bilo mnogo takšna ideja priti nekje od zgoraj navzdol, kot je v avtomobilih upeljava ESP, ABS, tako je ta varnostni element bi moral verjetno tukaj v neki zakonodaji biti upeljan. Skiro, pripoveduje mentor in učitelj praktičnega pouka Davor Zupanc, nameravajo sicer še nadgraditi. V naslednjem letu tekom pouka bomo prigradili še meritev srčnega utripa, tako da bomo točno vedeli, da je oseba prisotna na samem skiroju. Ranljivi pa nikakor niso le vozniki električnih skirojev, pač pa tudi drugi, praviloma počasnejši udeleženci v prometu, kolesarji in pešci, opozarja David Razboršek, direktor Zavoda Vozim. Dejstvo je, da se je v bistvu z skiroji okolje drastično spremenilo in ko govorimo o varnosti uporabnikov skirojev in tudi drugih udeležencev. Sploh nekih ranljivejših, govorimo o starejših. Po raziskavah v tujini gibalno ovirani in starejši so 50% jih pravi, da so bistveno manj samozavestni sedaj v teh prostorih. Mi imamo radi besedo sobivanje, ne? In mislim, da se moramo naučiti teh novih oblik sobivanja z temi skiroji in njihovimi vozniki. Za varnejšo vožnjo si, pojasnjuje Fabio Re, regionalni vodja podjetja za izposojo električnih skirojev Bolt, s konkretnimi ukrepi prizadevajo tudi pri njih. For example, we introduced it already last year, a feature that is called tandem riding detection. Therefore, we are able to understand when users are there is more than one user on the same vehicle, so we can of course report that. And on top of that, we also introduced a feature that is called Reckless Rider Score. So we are able through various trips to understand how the vehicle has been ridden by the users, and therefore we collect that on those, and if the user is not riding in the correct ways, we can send him reports and ways of training to increase his awareness. Ponekod uvajajo strožje omejitve hitrosti. To reduce the speed in pedestrian zone. So to even reduce more, and for example, what you said about reckless driving score, if we see that the user is constantly non-driving in the correct way, it will automatically reduce the max speed of the vehicles. So he will not be able to go at max speed during on streets. Spremembe so torej nujne.
učinkovitejši nadzor. Ja, prizadevamo si, da bi se e-skiroji izenačili z motornimi kolesi, z mopedi in podobno, ki jih lahko peljemo na izredni tehnični pregled, in če tam ugotovijo, da je vozilo predelano, tako da razvije večjo hitrost, kot je proizvajalec predvidel, ga lahko tudi zasežemo. Nujne bodo, kot kaže, evidence obvezno zavarovanje odgovornosti. Mi osebno v EcoDrive smo za to, da se uredi vsaj zavarovanje električnih skirojev z registrsko tablico, da se ve, da se ga lahko opazi in kaznuje, se pravi, sigurno potem tudi vožnja bolj primerna temu. Izrazite se bo treba posvetiti osveščanju, izobraževanju, zlasti mladih. Če imamo v Sloveniji odličen sistem, ki se mu reče kolesarski izpit, ki je za nas standard, v marsikateri zahodni državi bolj razviti s področja prometne varnosti ni, in tem vsebinam je treba pripeti vsebino teh novih oblik mikromobilnosti, da postanejo sestavni del izobraževanja, testiranja, poizkušanja, da v nekem varnem okolju, tako kot začenjamo kolo voziti v varnem okolju, se tudi za tiste, ki se želijo s tem srečati, da treba na tak način narediti. Ozavestiti bo treba voznike, kako pomembna je varnost, zaščita. Čelada bi mogla biti obvezna, ne obvezna samo za polnoletne. Verjetno tudi sankcioniranje kršitev, predvsem tu opažamo prevelike hitrosti in pa vožnja po neprimerne, se pravi po pločniku, po cestišču oziroma po podlagi, kjer je preveč pešcev. Tako v zadnje čase opažamo zelo veliko nesreč skirojev z drugimi udeleženci, predvsem pešci. In tukaj nastajajo hude poškodbe tudi pri njih. Prikrojiti in posodobiti bo treba tudi infrastrukturo, intenzivneje obnavljati luknjaste ceste, pospešeno graditi kolesarske steze. Da so mogoče bolj prijazne električnim skirojem, ker so manjša kolesa, da se kolesarska ne preliva za cestiščem, pa so potem robniki dvignjeni, ker potem se zelo težko zapelje gor s manjšimi kolesi in tako naprej. Potrebno bi bilo tudi urediti mogoče kulture vožnje, da se vozijo vsi v eno smer, da ni teh prehitevanj in tako naprej, ker to je sigurno najbolj nevarna stvar. Veliko krat govorimo, ali je e-skiro varna ali ne. V resnici se moramo vprašati, ali imamo dovolj varno infrastrukturo, ali imamo dovolj izobražene uporabnike, da ga znajo varno uporabljati. In na obeh teh dejavnikih je potrebno delati. Na Ministrstvu za infrastrukturo se vse večjih težav, ki jih v promet prinaša vse večje število električnih skirojev, zavedajo, so zapisali. Sogovornika pred kamero niso uspeli zagotoviti. Predloge o dvigu starostne meje za voznike e-skirojev, usposabljanju osnovnošolcev, o obveznem zavarovanju, odvzemu predelanih vozil, večjih pooblastilih policistov, redarjev, inšpektorjev, pa tudi prilagajanju infrastrukture, torej voznih pasov tem novim oblikam mikromobilnosti, so vključili v resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 2023-2030, a hitrih sprememb za vse bolj priljubljene, hkrati pa tudi vse bolj nevarne električne skiroje, kot kaže, ne gre pričakovati. Nazadnje smo skoraj eno leto nazaj skupaj z Agencijo za varnost prometa organizirali konferenco, kjer so bili resnično vsi deležniki, tudi med drugimi zakonodajalci, govorimo o Ministrstvu za infrastrukturo. V tem času se ni zgodilo veliko. Tu je poziv njim, vsak mora svoj del odgovornosti prevzeti. In ja, pomembni so, da govorimo o preventivi, pomembno je korenček, rabimo pa tudi palco in trenutno zakonodaja, ne da ne gre v štric, ampak bistveno nazaduje v primerjavi z vsemi razvojem. Zdaj smo tam, ko ni več izgovora. Še zlasti, če želimo družbene spremembe, kjer bodo te oblike mobilnosti dobile prednost pred avtomobili, toda ne pred pešci, kolesarji in drugimi uporabniki javnih površin in, kar je ključno, nikakor ne na račun varnosti.